Z nami so danes predsednik Karate zveze Slovenije, gospod Borut Strojin, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednik strokovnega sveta Športa za vse, magister Jan Sodržnik in predsednik tekmovalne komisije in podpredsednik Karate zveze Slovenije Tomaž Debaršek. Tako besedo predajam najprej predsedniku Karate zveze Slovenije, gospodu Borutu Strojinu, da vas seveda uvodno pozdravi in poda več informacij o namenu in obsegu tega mednarodnega tekmovanja. Izvolite. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Najprej naj se zahvalim vsem gostom, predvsem na moji levi strani gospodu Sodržniku, prvemu podpredsedniku Olimpijskega komiteja, s katerim zelo dobro sodelujemo. Glede na to, da smo postali del družine velike članice Olimpijskega komiteja in tudi olimpijskega športa, to pomeni, da smo prisotni sedaj tudi na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Danes smo se pa zbrali z namenom, da ponovno nekako oznanimo, da se v naslednjem vikendu 10. marca odvija v Sloveniji, v Laškem, zopet Slovenija Open. To je turnir najvišjega ranga v Sloveniji, pod okriljem Karate zveze Slovenije. Seveda to je tradicionalni termin za nas. Nekako smo se v vodstvu zveze odločili, da ga obvestimo v ta termin z razlogom, da povabimo karateiste iz sveta, ki potrebujejo nekje prostor za trening, kulturno in normalno akomodacijo med čakanjem dveh Premier League, namreč v tem vikendu 3. do 5. se odvija v Salzburgu Premier Liga serije A, vikend za našo tekmo pa v Rotterdamu Premier Liga. In smo pač izkoristili trenutek, da jih dobimo v naše okolje, jih povabimo na skupne priprave z našimi reprezentanti, kar seveda pomeni zelo intenzivne in zelo kvalitetne sparing priprave. In v ta namen smo organizirali tudi Karate Camp, ki bo trajal od 6. do 9. marca, na katerem sodelujejo 6 reprezentanc iz nam bližnje okolice in tudi daljne. Med drugimi lahko omenim mogoče makedonsko karate reprezentanco, hrvaško, italijansko, prihaja pa tudi egzoti, kot so Uzbekistan, Bangladeš in tako naprej. Skratka, čast mi je, da je zopet eno leto okrog in da lahko ponudimo našim karateistom, simpatizerjem in ta dogodek, ker je spoštovanja vreden, tradicionalen. Seveda se bo tekmovanje odvijalo v idealnem času, saj bomo lahko spremljali konkurenčne boje vrhunskih tekmovalcev, ki se že pripravljajo na Evropsko prvenstvo člansko, ki bo v mesecu maju v Novem Sadu. Tako da jaz mislim, da z normalnim tempom se Karate zveza približuje tistim ciklusu olimpijskem, ki seveda vodi v Tokio 2020 in si mi srčno želimo, da bo tudi udeleženec tega prestižnega tekmovanja prihaja iz Slovenije. Zato hvala še enkrat vsem za današnji obisk in pa vabljeni v Laško. Najlepša hvala predsedniku, gospodu Borutu Strojinu. Besedo predajam predsedniku tekmovalne komisije in podpredsedniku Karate zveze Slovenije, gospodu Tomažu Debaršku. Izvolite. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Slovenija Open ni tekmovanje, ki bo edino v Sloveniji. Namreč v Sloveniji se dogajajo 4 serije A, ki že beležijo preko 800 nastopov. Ravno tako se mi v Karate zvezi želimo pod okriljem Karate zveze organizirati tako močno tekmovanje. Vsled temu je to tekmovanje že 17. zapovrstjo in ravno sedaj smo preverjali prijave, se je prijavilo že kar nekaj tekmovalcev iz eksotičnih držav, tako kot je predsednik že omenil. Mogoče v samem tekmovanju v soboto ob 8. zjutraj pričnejo prihajati tekmovalci na tehtanje in pa na potrditev prijav. Ob 9. začnemo z
tekmovanjem, in sicer najprej z tekmovanjem v parakarateju. Tudi tukaj imamo podporo, kar nekaj držav že je prijavljenih. Pričakujemo vsaj 25 tekmovalcev invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami. In seveda nadaljujemo z tempom najmlajših, se pravi otrok od 10 let naprej, pa do članov, kateri so pač, to kar je že Borut omenil, se pripravljajo za morebiti vstop na olimpijado v Tokiju. To je z moje strani vse, če bo kakšnokoli vprašanje, bo potem še. Najlepša hvala tudi gospodu Tomažu Deberšku. Na današnji novinarski konferenci imamo čas pozdraviti tudi podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednika strokovnega sveta športa za vse, magistra Janeza Soderšnika. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in seveda v mojem imenu. Hvala za povabilo na vašo tiskovno konferenco. Sam sem posebej vesel, da sem lahko v vaši družbi, ker lahko rečem, da z novim vodstvom Karate zveze odlično sodelujemo, smo spostavili zelo prijateljske in delovne odnose in se tudi veselimo nadaljnjega sodelovanja, še posebej v luči prihajajočih dogodkov. Ravno kar sem se vrnil iz Pjongčanga in so spomini še sveži in seveda si želim, da bi se čez 2 leti skupaj vrnili iz Tokija, kar pomeni, da bi Karate zvezi uspel velik met, kot se reče, ki so si ga zastavili kot enega izmed glavnih ciljev, to je, da seveda pridejo za svojimi športniki kot aktivni udeleženci tudi na naslednje olimpijske igre. Jaz verjamem, da jim bo to uspelo, ker so dobra ekipa in imajo zelo jasno vizijo. Mi seveda si bomo prizadevali kot krovna organizacija, da ustvarimo pač pogoje za vse zveze, ki želijo napredovati in pomagali na tej poti. Karate zveza je, kot veste, lani postala olimpijski šport. Mi smo na naši skupščini vse potrebne stvari verificirali, tako da je zdaj tudi polnopravna članica v skupini olimpijskih športov in si obetamo tudi dobro sodelovanje v prihodnje. Vsekakor si želim, da bi tudi dogodek, kot je Slovenija Open naslednji teden, izvrstno uspel. Ne nazadnje so to prireditve, ki nas vse odlikujejo. Slovenci smo znani kot dobri organizatorji in običajno se tujci radi vračajo in to seveda presega samo športno dimenzijo, ker največkrat znamo povedati, da smo mi športni narod in da znamo ta šport zelo dobro, kakovostno povezovati tudi z turizmom in vsem tistim, kar gre zraven, in to ima seveda tudi druge učinke. Zdaj, tega se zaveda delno tudi oblast, je pa težko določene stvari premakniti. Mi želimo kot krovna organizacija, da bi izboljšali pogoje tudi na ta način, da bi zagotovili več sredstev iz javnih virov, kar bi seveda pomenilo tudi neposredno potem več denarja tudi za prizadevanja, za delo, organizacijo, treninge Karate zveze. In mislim, da so tu dobri zavezniki, no? In si želim takšnega sodelovanja tudi v bodoče in seveda vso srečo in dobro popotnico za vaše nadaljnje delo v prihodnjih 2 letih za začetek. Hvala. Najlepša hvala tudi gospodu magistru Janezu Soderšniku. Seveda so današnji govorci na voljo tudi za vaša novinarska vprašanja, če se je porodilo kakršnokoli, seveda dobrodošli. Kvalifikacijski sistem za OI izgleda tako in ali bo mogoče tekmovanje v Laškem klubu leto štelo tudi za točke za uvrstitev prijateljev? Glede sistema kvalifikacijskega se na najvišjih nivoju Svetovne karate organizacije še vedno pogajamo, namreč potrditev končna še ni znana. Ta moment se ukvarjamo s tem, seveda govorimo o sejah predsednikov iz vsega sveta, s katerimi se srečujem na svetovnih in evropskih prvenstvih, je seveda ta ideja, da z junijem pobrišemo točke, ki so jih športniki do sedaj ustvarjali za ta ciklus olimpijski. To je zdaj pač neka nova ideja iz strani VKF-a. Kar se mene tiče, sem seveda takoj za to, ker s tem ponudimo enake možnosti popolnoma vsem karatistom.
V primeru, da ne bo temu tako, je seveda bilo treba naš sistem točkovanja prilagoditi olimpijskemu sistemu, ker vsi vemo, da je karateistov ogromno po svetu, da je kategorij ogromno, da se ločimo tudi na kate in borbe, kar pomeni, da smo v štartu obvezno morali združiti iz 5 kategorij, ustvariti 3 kategorije, se pravi, smo 2 združili. To za seboj potegne kup razmeroma zakompliciranih sistemov izračunavanja in pridobivanja točk. Ampak kot sem dejal, rad bi počakal do potrjenega sistema točkovanja, zato da potem lahko v medije damo realno pridobivanje teh točk oziroma lestvico točkovanja. Kar se pa tiče tekme v Laškem, je pa zadeva razmeroma ta moment neugodna za nas, namreč mi smo v preteklosti že gostili tekmovanje svetovnega pokala K1 v karateju in ta tekma je sigurno tista, na kateri se točke zbirajo za olimpijado. Vendar smo pa pred dvemi leti, mislim, da nažalost vodstvo zveze odpovedalo tekmovanje iz organizacijskih razlogov in smo seveda to priložnost ta moment zamudili. Po drugi strani se pa borim kot predsednik naše zveze in sem v aktivnih dogovorih z gospodom Antonijom Espinozom, predsednikom svetovne karate organizacije, pri katerim seveda lobiram in se borim in trudim nazaj pridobiti eno izmed teh tekem, ki so pogoj za točkovanje. Grijata pa, mislim, se pravi, usporedno potekata 2 vrsti tekmovanja. Eno so premije lige, ki so praktično glavne in štejo 2-kratne točke. Od zadaj imamo pa 4 dogodke na leto premije lige serije A. Na teh ligah se pa zbirajo prvične točke, no, ki so na koncu skupni seštevek in ustvari rang lestvico tekmovalcev. Mogoče nekaj besed o favoritih naših, kdo so tisti fantje, mogoče tudi dekleta, ki bodo najbolj uspeli od Laškem zdaj? Ja, ta moment imamo med prvih 50 na svetu v kategorijah 4 karateiste Slovenije. 3 punce, 3 dekleta, no, pa enega fanta. Hkrati je pa seveda, kot sem prej omenil, v primeru, da se točke izničijo, imamo od zadaj sigurno še dodatne 3, vsaj 3 še karateisti, ki so sposobni prideti v prvo jakostno lestvico in potem je zopet vse od njih odvisno. Ključnega pomena je, da se udeležujejo praktično vseh dogodkov, ki jih je pa 11 v enem letu, po celem svetu razdeljeni. Vsi vemo, da to za seboj potegne goro finančnih sredstev. Skratka, ta moment lahko računamo na 4 do 5 karateistov iz Slovenije, ki so sposobni prideti dovolj visoko, da se udeležijo olimpijskih iger. Še enkrat pa poudarjam, sistem je razmeroma zapleten in ne šteje samo evropski prvak ali pa prva 3 mesta v svetovnem merilu, ker so te rang lestvice sestavljene tudi iz interkontinentalnih tekmovanj, iz celinskih tekmovanj in tako naprej. Tako da ni samo skupek premije lig, no, dovolj za vstop v olimpijado. Kaj poimensko predstavlja, kateri so ti, bom rekel, Lahko. za Laško in za olimpijado, pa kategorije, kate, borbe, kako bodo potekali, če se da. Če začnemo pri dekletah, so to 3 punce pri nas, no. Ena je Tjaša Ristič, druga je Kaja Budič in Lina Pušnik, ki so ta moment na prvih 50 jakostne lestvice. Med fanti je tu Mladen Rajlič, pa Matija Matijevič, seveda vsi v borbah. V katah ta moment še nismo dovolj močni, da bi lahko konkurirali svetovnim zvezdam kat oziroma karateja v katah. Od tujcev, kakve izvedeče imena v Laškem pričakujete? Ta moment je to težko napovedati, zato ker se reprezentance prijavljajo. Mi nimamo še poimenskih seznamov, sigurno pa vse pove, da so recimo, če samo izpostavili Makedonce, oni so iz preteklih 2 let imajo 4 nosilce medalj z velikih tekmovanj. Oni bodo sigurno prisotni pri nas.
Torej, gre za to, da tudi Uzbekistan, recimo, so v ekipi nosilci iz lanskoletnih velikih tekmovanj medaljne in pričakujemo res kvalitetne treninge. Ne. Je pa treba razumeti, da treninge treba delati po pameti. Kot sem omenil, oni imajo, vsi ti tekmovalci, imajo zaporedje tekem oziroma ritm tekmovanj zelo, zelo močno in hitro. In v primeru poškodbe na takih kampih, na pripravah, vsi vemo, kaj to pomeni za športnika. Načeloma pri karateju ni hudih poškodb, ampak še vedno je to kontaktni šport. To vemo, da lahko pride zelo hitro do te nesreče in zato smo v primeru teh treningov v Laškem priprav se nekako dogovorili, da bomo rotirali trenerje. Pomagali bodo voditi treninge tudi selektorji tujih reprezentantov, ne samo naši. Želim, da naši karateisti dobijo čim večjo dimenzijo načina treniranja po svetu, zato ker ti ljudje so konkurenčni, ne? Isto kot naši, ampak želimo nekako jim razširiti obzorje, način treninga, ker vsi vemo, da se v zadnjem obdobju karate seli na vzhod, na bližnji in daljni vzhod. Če je bilo še do par let nazaj jasno, da je zibelka karateja Evropa, Balkan, potem to danes sigurno ni več temu tako. Mi spremljamo, se pravimo, vse te večinoma tekmovanj po svetu in smo presenečeni, na kako visok nivo se je postavil karate v zadnjih 2 letih. Na res profesionalni nivo. In tu treba razumeti, da ljudje iz bogatih držav, na žalost, zopet smo pri denarju, se pravi tekmovalci, so vsi profesionalci. Njihov način življenja je trening. 3 treninge na dan, recimo, ne? Pod kontrolo. Tim trenerski, zelo široka klop, ne vem, fizioterapeuti, psihologi, drug sistem. Skratka, odkar smo olimpijski šport, seveda je to zadeva šla v druge dimenzije. Še bolj tehničnih podatkov v sobotnem, nedeljskem oziroma na sredah, kako bo, kdaj se začne, kje se karte kupe? Uvodoma sem že rekel, tekmovanje se začne ob 9 uri zjutraj, najprej z parakaratejem, se pravi invalidi na vozičkih, osebe s posebnimi potrebami. Nadaljujemo z tekmovanjem otrok v katah in potem v športnih borbah. V popoldanskem času članice kate in pa borbe. Zdaj, tekmovanje bo predvidoma potekalo na 6 boriščih. V primeru večjega števila prijav bomo dejansko dvorano povečali, ker želimo, da je tekmovanje, ker smo se odločili, da bo tekmovanje enodnevno in želimo, da bo v bistvu v relevantnem času končano, tako kot je v uvodniku tudi napisano, nekje do 20 ure. Vstop, hvala Bogu, bomo veseli, če se dvorana napolne in naš dogajanje spremlja tudi publika. Vstopnina je zastonj, ni vstopnine, tako da vabljeni vsi, ki si to želijo pač ogledati. Mogoče jaz dodam samo še to, da je otvoritvena, se pravi, ceremonial otvoritveni je predviden v popoldanskem času pred finali mlajših članov in pa članov in članic. Zato, da ljudje, ki pridejo pač na finale, seveda je cel dan aktivno spremljanje tega športa razmeroma naporno, ne. Zato mogoče apeliram na ljudi, ki želijo priti v dvorano, videti finale, najboljše boje, potem se to sigurno priporoča na otvoritvi in pa seveda po otvoritvi. Finale se bo odbijalo samo na enim tatami namreč. Kar so zdaj združene kategorije in ali sistem velja tudi za evropsko prvenstvo? Ko ste rekli, da so združene? Govorimo zdaj v olimpijskem sistemu. Kar se tiče tega kategorije na evropskem parketu niso združene, so še vedno po starem sistemu. Gre enostavno za to, da implementirati ta sistem v tako maso karateistov, ki že obstaja, je seveda zelo zakomplicirano. In zaenkrat ostajamo na teh prvenstvih še vedno po starem sistemu, priprava pa seveda gre v smer olimpijskega sistema, ne, kar pomeni pač manj kategorij. Ampak morate vedeti, da je karateistov na svetu po nekih ocenah, ker je težko to izmedljivo,
Mislim, da se pogovarjajo o številki 60 milijonov. Se pravi, pol vemo, da med prvih 50 prid je umetnost na nek način, ne. Pa individualni šport je to, ne, v vsakem primeru. Ne. Je za našo reprezentanco Laško izbirna tekma za leto? Med izbornimi tekmami je. Je pa tudi v koncu marca se udeležuje članska zasedba balkanskega članskega prvenstva, ki bo v Istanbulu, in tudi ta tekma je izborna za reprezentanco. Lahko še mogoče omenim samo to, da smo zelo, zelo veseli, da se je reprezentanca razširila v zadnjem obdobju. Se pravi, če smo prej bili nekako podhranjeni z tekmovalci v tej članski zasedbi, se lahko zdaj pohvalimo kar za sigurno 200% rastjo zelo aktivnih tekmovalcev, kar je seveda pokazatelj zdrave klime na splošno karate v Sloveniji.